Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno, to je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega, pa če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In še dodatno se priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč seveda, in pa da tudi dodatno požene algoritem. Danes je sreda, 13. maj, in zdaj, kar se tiče splošnega dogajanja, ni kaj dosti novega. Včeraj smo na 15-minutnem časovnem intervalu označili tole trend linijo in je že nekako izgledalo, kot da jo bomo izgubili. Ampak temu ni bilo tako. V bistvu smo šli pobirati samo tole spodnjo likvidnost, ki smo jo imeli označeno, in smo včeraj tudi povedali, da je precej velika možnost, glede na to, da smo bili bližje, da jo gremo tudi pobirati. To je bila likvidnost na 80.000, tako da tega zdaj ni več. Zdaj, s to zadnjo rastjo smo mi zdaj prišli spet nad tole trend linijo in bo treba zdaj malo počakati in gledati, če bomo mi to nadaljevali. V zadnjem času so se spet začele nabirati dolge pozicije, kje imajo ljudje stop losse, tukajle. Tisti, ki niso dovolj previdni in so jih postavili preblizu na nekje 80.900. In pa tukaj, pri temu dnu, na okoli 80.350. Kar se tiče kratkih pozicij, ja, tukaj so ljudje večinoma stavili na padec in tole imamo že označeno na okoli 82.200, torej če rastemo naprej gor, je tukaj ta prva pozicija, ki bi jo lahko pobrali. In potem še naslednja tale na 82.500 ali 82.600. Poglejmo zdaj še tukaj enourni časovni interval, tukaj smo mi spremljali tale kanal, izgubili njegovo podporno mejo, njegovo spodnjo mejo, in smo jo šli testirati. Od te meje smo bili zdaj zavrnjeni in tukaj smo opozarjali, lahko se naredi dvojni vrh, ampak zaenkrat biki so kar precej vztrajni in jaz zdaj kar malo dvomim, da bi mi tukaj lahko naredili dvojni vrh. Tukaj gre še naprej tale konsolidacija. Treba bo še malo počakati. Seveda, če gremo mi pobirati tukaj zgoraj, tukaj te likvidnosti na okoli 82.500, se bo tale vzorec izničil. Zaenkrat pa je tudi tole zelo zanimivo. Morda delamo bikovsko zastavico, ampak to je trenutno samo špekulacija. Da vidimo. Tukaj imamo dno in pa višje dno. Kako se tole kaj povezuje? Ja, se še kar povezuje, torej dna, vrhovi, in to nekako prikazuje iztisk cene. Zdaj, odvisno je tudi, katero mejo bomo mi prej prebili. Zdaj, če prebijemo mi zgornjo, potem je tudi večja verjetnost, da potem nadaljujemo z rastjo in potem gremo naprej do 84.000 in pa 85.000. Dajmo malo razširiti tale kanal še naprej. Ja, ta spodnja meja,
ta spodnja meja bi po mojem prišla celo tam nekje do 86 000. Ampak to je trenutno samo špekulacija. Zaenkrat mi je zelo zanimiva tale konsolidacija, ki kar nadaljuje, biki so vztrajni in po mojem od tega dvojnega vrha ne bo nič. Ampak bo treba počakati, pa videti, kako se bo vse to izteklo. Poglejmo zdaj še tukaj likvidnostna območja. Na tem grafu, tukaj sem jaz dal na 3 dni in ja, kot smo rekli, včeraj smo pobrali tale likvidnostna območja na okoli 80 000. Zdaj so se pojavila nove dolge pozicije na okoli 79 500. Zaenkrat imamo odboj in po mojem bi se lahko tale odboj tudi nadaljeval in sproti pobiramo vse te pozicije, ki so se tukaj nabrale. Ta glavna pa je tam nekje na 82 700, torej skoraj približno toliko, kot smo označili mi tukaj na tem našem grafu. Poglejmo še Ethereum. Ethereum se mi zdi še vedno kar precej zanimiv, predvsem zaradi teh kratkih pozicij. Tukaj 15-minutni časovni interval bomo trenutno pustili kar na miru. Ogromno kratkih pozicij. Sicer včeraj smo šli malo gor, ampak zdaj spet padamo nazaj dol v preprodano območje. In vsi ti ljudje, ki so stavili na padec, bi lahko bili kaznovani. Če ponovimo, dajmo to na 4-urni časovni interval, tukaj gledamo tole dvojno dno, bikovski vzorec, njegova neckline meja, 2330, tam nekje. Mi smo prišli zdaj gor do te njegove meje in imamo konsolidacijo in neprestano udarjamo v tole mejo. Večkrat kot udarjamo, več je možnosti, da jo prebijemo. In potem se izvrši tale naš prvi bikovski scenarij, kjer bi lahko prišli prva meja 2800 in ja, lahko tudi naprej do 3000. Drugi bikovski scenarij, da smo zavrnjeni, gremo testirati tukaj tole mejo, ki se dviguje in nas odbije od nje in seveda rastemo naprej gor. Prebijemo tole na 2380 in rastemo naprej gor. Slabo bi pa bilo, če mi tole mejo izgubimo. Ampak zaenkrat sem še vedno kar pozitiven, kar se tiče Ethereuma, predvsem zaradi tolikšne količine teh kratkih pozicij, ki se nabirajo tukaj tudi na 4-urnem časovnem intervalu, kar se mi zdi zelo zanimivo. Torej, lahko bi prišlo do enega poka, kjer bi se vse to pobralo. Ena zelo zanimiva analiza, ki jo je priporočal tudi Jan Kon, upam, da sem pravilno izgovoril ime oziroma nickname v komentarjih na YouTubeu, je baker napram zlatu. Zakaj mi to zdaj gledamo? To v bistvu napoveduje, kdaj se trg obrača bolj proti risk on naložbam. In tukaj je zelo zanimivo, to bomo zdaj trenutno samo malo pogledali, bom pa naredil še en daljši video, ki bo čisto posebej, kar se tiče Bitcoina na daljših časovnih intervalih in bom pokazal tudi ves proces, kako se lahko iz tega naredi indikator in primerja z Bitcoinom. Moram zadevo še malo bolj raziskati in bo tudi
en cel video na podlagi tega. Tako da, če nočete zamuditi tega videa, se kar dajte naročiti na kanal, da ga ne boste zamudili. V glavnem, kadarkoli se to razmerje dviguje, to pomeni tudi, da risk-on naložbe rastejo. Risk-on naložbe, torej delnice in pa tudi Bitcoin, ki spada pod risk-on naložbe. In poglejte, kdaj smo mi nazadnje tukaj rastli. To je bilo leta 2021. Zelo zanimivo. Torej, ta prejšnji bikovski cikel. Potem imamo tudi tukaj leti 2017, 2018, torej predprejšnji bikovski cikel. Ampak, kar je nekaj še bolj zanimivega, je, da pri tem, ta zadnjem bikovskem ciklu, ki smo ga imeli, je tole padalo naprej dol. In meni se je v bistvu kar nekaj časa zdel čuden tale bikovski cikel, zaradi tega, ker nikakor nismo dobili neke evforije. Se je to samo meni zdelo ali se je tudi vam to tako zdelo? Kar napišite mi spodaj pod komentarji, tudi zelo rad podebatiram z vami, katerikoli predlog je dobrodošel, tako kot je postavil svojega Jan Kon. To gledamo mi trenutno mesečni graf. In kaj se zdaj trenutno dogaja? Mi imamo zdaj v zadnjem času kar lepo rast in tudi velik volumen, kar bi zdaj lahko nakazovalo, da so ljudje bolj obrnjeni proti risk-on naložbam in bo treba zdaj spremljati. Tukaj imamo tudi tole trend linijo, ki je ponavadi označevala dno, torej dno, 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 dno. Vprašanje je, če je zdaj to pravo dno, ampak po mojem, da je. In vsakič, ko smo to zadeli, so kriptovalute rasle in bomo videli zdaj, če bo tudi tokrat temu tako. In kadarkoli smo mi zadeli tukaj tole območje na okoli 0,025, je to pomenilo vrh. Zelo, zelo zanimiva stvar. Trenutno smo mi že naredili višji vrh od tega tukaj. Tudi stokastika RSI se lepo pomika navzgor. Tako da bi znalo biti, da smo mi dejansko dosegli dno in bi lahko doživeli rast, kar se tiče Bitcoina in morda tudi altcoinov. Poglejmo zdaj še, dajmo primerjati tukaj z Nasdaqom. Nasdaq je postal dobesedno paraboličen. Tukaj imamo njegov dnevni graf in mi smo spremljali tale kanal, v katerem se je gibal praktično že ogromno enega časa. Tukaj smo zadeli njegovo zgornjo mejo in potem smo jo spet zadeli in zdaj smo jo kar prebili. Če se bo tale parabolična rast nadaljevala, lahko naredimo blow off top, kar bi lahko pomenilo tudi dobro nadaljevanje za kriptovalute in pa tudi altcoine. Ampak bo pa treba paziti, zaradi tega, ker blow off top se ponavadi zgodi ravno pred kakšnim večjim pogromom navzdol, torej pred kakšno krizo in podobno. Tako da
Zelo, zelo zanimivo. Tole bomo še dodatno raziskali v posebej videu. Tako da, ja, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ga ne boste zamudili tega videa. Poleg tega, če bo še karkoli dodatno zanimivega, bom seveda še dodatno obveščal preko Patreona, tako da, če želite to spremljati v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Tako, to bi bilo tudi to za danes. Jaz vam tako želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.